Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel drugi iz serije naših prispevkov posvečenih veliki nagradi Savdske Arabije. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo pred kvalifikacijami. Tudi tokrat si bomo v prvem delu ogledali vse tiste tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo pa skušali razumeti predvsem v luči kvalifikacij, kakšno je razmerje sil na progi. A preden se lotimo naših običajnih tem, še neka novica. Pri aferi Horner smo pogostokrat sklepali, kaj se bo zgodilo s tisto osebo, ki je glavnega odgovornega pri ekipi Red Bull enostavno prijavila. No, sedaj imamo uradno potrditev, da je suspendirana na polni plači, ampak ne dela zaenkrat več v Red Bullu. Je to posledica prijave in preiskave? Sam smatram tako. A pustimo sedaj to ob strani in poglejmo si vse tiste novosti, ki so jih ekipe pripeljale sem. Seveda gre za drugo dirko na letošnjem koledarju, ampak vseeno nekaj manjših novosti, ki so pravzaprav vezane na karakteristike proge. Kot vidimo na uradnih dokumentih, imamo spremembo predvsem na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju pri Ferrariju, McLarenu, Williamsu in Aston Martinu. Podobno bi lahko dejali tudi za ekipo Racing Bulls leda. Tu še manjša sprememba pri pozicioniranju onih izhodnih hladilnih škrt. A konec koncev bi lahko dejali, da zaradi karakteristik proge imamo tu profile na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju z bistveno nižjim kotom, kot smo jih videli na prejšnji dirki. In seveda to je samo po sebi umevno že po karakteristikah proge, ki smo jih obdelali v uvodnem prispevku. A imamo nekaj zanimivosti. Prvič, če se dotaknemo za trenutek ekipe Mercedes. Težave s hlajenjem, ki so jih imeli v Bahreinu, so nekako zavite v tančico skrivnosti. Nisem videl nikjer kakšnega poročila o novih izstopnih režah za vroči zrak izpod pokrova pogonskega sklopa in kar je še bolj zanimivo, pri Lewisu Hamiltonu niso ugotovili, da bi bil njegov sedež počen. A kljub vsemu, pri njihovem zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju bi rad vašo pozornost usmeril k pomožnem profilu. In tu lahko vidimo, da je konkavne oblike, kar je značilnost tiste glavnega profila, ampak tu pri Mercedesu so sofistikacijo prenesli na tisti manjši profil, ki seveda na dolgih ravninah nima take učinkovitosti. A seveda, kar se tiče sistema DRS, je treba pogledati tudi, kako je ta sestavljen, in lep primer vidimo pri ekipi Sauber. Fotografija, kjer je tisti zgornji pokrov odmaknjen in mi vidimo mehanizem malce bolj od blizu in si lahko predstavljamo, kako deluje. A tu, kar se tiče tehničnih zanimivosti, še primerjava med že citiranim Mercedesom 2V15 in Ferrarijem SF pomišljaj 24. Dosti smo govorili o tej spremembi na zadnjem pomožnem profilu prednjega aerodinamičnega stabilizatorja pri Mercedesu, ampak poglejmo zadeve malce bolj celotno. Že tisti prvi profil, na primer pri Ferrariju in Mercedesu, je popolnoma drugačen. Namreč, če pogledamo, do kje sega, bomo takoj ugotovili, da gre za čist drugačni koncept, čeprav oba prva profila imata tisto konkavno obliko na sami sredini. Nato širina
profilov je seveda v nadaljevanju različna, pri Ferrariju bolj enakomerna, pri Mercedesu dva širša pomožna profila in tisti skorajda neobstoječi gor pri vrhu. A seveda gre za zanimivost, ki nam hoče pokazati, kako pri taki malenkosti lahko pri različnih ekipah različno rešujejo težave. Kot običajno, proga bo pokazala, kdo je boljši in kdo je imel prav. To bomo videli v tistem trenutku, ko bodo začeli tudi ostali posnemati en ali drugi koncept. In preden se lotimo samih rezultatov prostih treningov, je treba pripomniti še nekaj. Carlos Sainz mlajši ni v najboljši formi. Namreč v sredo je izpustil vsa srečanja z novinarji in bil v dvomu do zadnjega, če bo sploh nastopil na prvem prostem treningu. Tu je imel neke vrste skrajšan program, kajti vse od sebe bo dal na drugem. In seveda treba je opomniti, da pravzaprav mi ne vemo, kakšne težave naj bi imel Carlos Sainz mlajši, ampak glede na vse bi lahko smatrali, da je kaj vezano z želodčnimi težavami oziroma prebavo. Namreč tu lahko razumemo, da v takšnem športu, kot je Formula 1, znajo biti takšne neprijetnosti v samem bolidu še potencirane. A na prvem prostem treningu smo videli, da pravzaprav kot običajno so bili vozniki bistveno bolj poravnani kot ponavadi. Fernando Alonso takoj za Maxom Verstappenom je že tisti pravi pokazatelj, da niso šli vsi na polno. Tudi že prej omenjeni Carlos Sainz mlajši je bil izjemno blizu svojemu moštvenemu kolegu, torej njegova slabost ga že ni toliko ovirala oziroma, kot sem povedal, niso šli vsi tako do meje. Kot zanimivost, na prvem prostem treningu je bila uporabljena mešanica soft in mešanica hard v večini primerov. A seveda glavno je tisto, kar nam je pokazal drugi prosti trening. A pred drugim prostim treningom so v javnost prišli dokumenti, da so na Red Bullu številko 11 montirali nov menjalnik. Seveda za Pereza nobenih kazenskih mest, na voljo ima 5 setov za to sezono, ampak druga velika nagrada v sezoni 2024 se meni osebno zdi nekoliko zgodaj za takšno menjavo. A kljub vsemu na misel so mi prišla vsa tista pritoževanja, tako Maxa kot Serhija, glede pretikanja navzgor in navzdol. A če pustimo ob strani to, lahko bi rekli, potencialno zanimivo težavo pri Red Bullu, sta se pojavila še dva pojava, o katerih ni bilo toliko govora. Najprej, kot vidite na fotografiji, na prednjem paru koles, na sprednjih pnevmatikah, pri nekaterih ekipah, zrnjenje ali graining. Če se spomnite uvodnega prispevka, govorili smo o tem, da prednji par koles mora biti bistveno bolj točen pri samem vhodu kot na nekaterih drugih dirkah. In če ima ekipa težave s samimi temperaturami na pnevmatikah, se lahko pojavi zrnjenje. Ampak v nadaljevanju vikenda bodo glavne aktivnosti bolj pozno, zvečer, torej temperature bodo nižje in na asfaltno površino se bo naneslo dovolj gume iz pnevmatike, zato bi se moral ta pojav omiliti. In videli smo na prostem treningu, da se je ponovno pojavilo poskakovanje in odbijanje. Dva pojava, o katerih je bilo mnogo govora, predvsem v sezoni 2022. In upam, da je to samo posledica malce preveč ekstremnih nastavitev. A sedaj rezultati, kar se tiče kvalifikacij drugega prostega treninga, bi lahko marsikoga nekako navdihnili in dejali, saj Red Bull je izgubil večino svoje prednosti. Tam spredaj, na simulaciji kvalifikacij, Fernando Alonso.
A zopet je treba poudariti nekaj malenkosti. Prvič, vsaj po moji skromni presoji, Fernando Alonso je to simulacijo napravil s popolnoma praznim rezervoarjem za gorivo. Drugič, Sergio Perez, ki smo ga omenili pred nekaj minutami, je 3,3 izgubil v primerjavi z Alonsom v prvem sektorju. Nato sta bila nekako enakovredna. In tretjič, čas Maxa Verstappena in Charlesa Leclerca je bil napravljen na setu, ki ni bil optimalno nov, je imel za seboj že nekaj krogov. Torej, tudi tu bi lahko špekulirali, da tako Leclerc kot predvsem Verstappen bi lahko še kaj pridodala. Ne smemo pa kar tako pozabiti tudi na tovarniško ekipo Mercedes, posebej z Georgeom Russellom. Namreč Lewis Hamilton sredi treninga je napravil tipično začetniško napako. Malo je manjkalo, da vanj ni trčil Logan Sargent. Videli bomo v nadaljevanju, ali mu bo ta manever nekako prinesel kakšno sankcijo strani komisarjev. Vseeno pa lahko vidimo, da pravzaprav so glavni akteri tam skupaj na vrhu, čeprav vrstni red bo premešan. A zopet lahko vidimo, da Fernando Alonso tu v Jeddi je hiter. Pravzaprav na samih kvalifikacijah bi lahko videli manjše razdalje in tudi presenečenje. Namreč Alonsa ne smemo nikoli kar tako izločiti, ampak ga sedaj šteti za favorita. Po tistem, kar smo videli na veliki nagradi Bahreina, se mi zdi malce pretirano. Seveda, Carlos Sainz mlajši smo videli, da ni v formi in ne smemo pozabiti, da Charles Leclerc je lahko eden izmed najboljših na štartnem razporedu, kar se tiče tistega enega hitrega kroga. Lahko bi dejali, da pravzaprav tu Ferrari izgleda, kot da je še malce bliže Red Bullu. Drugače pa, kdor je spremljal prvi in predvsem drugi prosti trening, je verjetno opazil tisto, o čemer sem že govoril v uvodnem prispevku. Namreč skorajda ni izletnih con, zidovi na levi in desni, ter gneča zna biti izjemno nevarna, posebej v kombinaciji slepih ovinkov. To je velika nagrada Savdske Arabije. Vedelo se je, kaj se lahko pričakuje. In konec koncev, če ste bili pozorni, drugi prosti trening je začel z 10-minutno zamudo, ker so morali preverjati rešetke jaškov na samem pit laneu. Zadeva, ki bi morala biti preverjena bistveno prej. Vsaj tako je moje osebno mnenje. Ampak na nekaterih velikih nagradah je verjetno dovoljeno več kot na kakšnih drugih. A seveda, kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.